Spoštovani, lepo pozdravljeni na osrednjem bogoslužju na letošnjo Veliko noč. Dobrodošli vsi prisotni in vsi, ki bogoslužje iz Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto spremljate preko zaslonov. Vsi smo prisrčno vabljeni, da se tudi osebno udeležujemo bogoslužji in s tem obogatimo naše medsebojno občestvo. Med nami lepo pozdravljamo gospoda Bojana Prosiča iz predsedstva Evangeličanske cerkve v Sloveniji, ki nas je počastil s svojim obiskom skupaj s svojo družino. Ob obeh izstopih iz cerkve je na voljo, da si vzamemo revijo Vode počitka, ki je namenjena kulturni promociji krščanstva in osebni duhovnosti. Danes ni verouka, je pa organizirano varstvo za najmlajše. Jutri v ponedeljek ob 19. uri cerkev ne bo odprta za tihe molitve, kot je to običajno, ker je praznik. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan pa osrednje bogoslužje. Današnje velikonočno bogoslužje je posvečeno praznovanju Jezusovega vstajenja. Zato je bolj svečano kot ponavadi. In po bogoslužju smo vabljeni na druženje ob kavi in čaju zunaj pred cerkvijo. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo na današnjo Veliko noč je iz knjige Razodetja in pravi: Ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Prisluhnimo še odlomkom iz psalma 118, ki je zahvalni psalem in hkrati molitev za rešitev. Ta psalem naj bi zapeli Jezus in njegovi učenci, preden so zapustili gornjo sobo, v kateri so imeli zadnjo večerjo. Takole je zapisano: Gospod je moja moč in moja pesem, bil mi je v rešitev. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Od Gospoda je bilo to. To je čudovito v naših očeh. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in se ga veselimo. Prosimo te, Gospod, daj vendar rešitev. Prosimo te, Gospod, daj vendar srečo. Ne bom umrl, ne, živel bom in pripovedoval o Gospodovih delih. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Amen. Preden bomo pristopili k prepevanju in slavljenju Boga s pesmimi, priznajmo svoje grehe. Naš Bog in Gospod, mogočnega delovanja tvoje desnice, ki je delovanje na skrivnem, na naši življenjski poti mnogokrat nismo opazili. Trpljenje, bolečina in strah pred smrtjo nam velikokrat zakrivajo velikonočno veselje. Tudi zahvala je v naših srcih neštetokrat utihnila. Naša vera je slabotna in zdi se nam oddaljen. Vendar ti si blizu, v tvoji ljubezni do slabotnega človeka. Zato čakamo na tvojo besedo ljubezni in odpuščanja. Amen. Naša skesana srca tolažijo Gospodove besede, ki so zapisane v knjigi Izaija. Na višavi in svetišču prebivam, sem pa hkrati pri potrtem in ponižnem v duhu, da poživljam duha ponižnim, da poživljam srce potrtim. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli eno najbolj znanih krščanskih pesmi našega časa.
Pesem, ker Bog živi, tudi jaz živel bom. Pesem se začne z besedami: Bog Oče nam poslal je Sina. Te besede pa se nanašajo na najbolj popularno vrstico iz Svetega pisma, ki pravi: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ta pesem nas spominja, da je Bog prišel na ta svet trpeti in premagati smrt, da bi se lahko mi soočili z vso negotovostjo in bolečino, ki jo prinaša življenje. Pesem nas spominja tudi, da Bog drži prihodnost v svojih rokah in daje tolažbo vsem, ki jo na tej poti vere potrebujemo. Izvolite.
draga cerkev, izvolite sesti. Pred nami so 3 točke. Prvo so za nas pripravili veroučni otroci, ki bodo zapeli pesem o velikonočnem veselju. Zatem pa na oder vabim še mešani pevski zbor, ki bo zapel pesem Vredno jagnje in ustavje. Izvolite. Premagati ne more ga nihče, še smrtne dim umakne se. Od groba angel kamen odvali in straža vsa je brez moči.
temnel, na križu je visel, umrl, ko bolečinah je trpel. So s križa sneli ga in položili v grob, se zdelo izgubljeno je prav vse. A tretji dan temelj, luč zasijala je, Marija sporoči, da Jezus spet živi. Vstal je, da nas osvobodi, vstal je, da reši vse ljudi, na krivdi smrt premagal bi, zacelil rane mi. Vstal je, da z njim domov bi šli. Sin Božji zlomil je vezi hudičeve, vstajenje je prineslo upanje. Ljubezen daj vsem, nas vabi v svoj objem, želi rešiti grešnike prav vse. Saj on bo spet prišel, seboj ne bo nasel, slavili vstalega, tam bomo Kristusa. Vstal je, da nas osvobodi, vstal je, da reši vse ljudi, na krivdi smrt premagal bi, zacelil rane mi. Vstal je, da z njim domov bi šli. Aleluja, on živi, aleluja. Aleluja, on živi, aleluja, on res vstal je, da nas osvobodi, vstal je, da reši vse ljudi, na krivdi smrt premagal bi, zacelil rane mi. Vstal je, da z njim domov bi šli. Vstal je, da nas osvobodi, vstal je, da reši vse ljudi, na krivdi smrt premagal bi, zacelil rane mi. Vstal je, da z njim domov bi šli. Vstal je. Dobra novica za naš svet, da je Jezus vstal. In poglejmo, v kakšnem svetu živimo. Čeprav vemo iz izkušenj, ampak poglobimo se v razmišljanje, ki sem ga pripravila za veliko noč, da bi ponovno na nov način velika noč zaživela v mojem, torej v našem srcu. Današnja zahodna družba smo skupnost ljudi, ki živimo zelo, zelo hitro. Komaj zaključimo z eno dejavnostjo, že smo v novi, ali pa se z neko stvarjo novo že spogledujemo. Tako večino svojega časa nekaj iščemo,
priložnosti, dogodke, potovanja, izzive, da bi res v polnosti izživeli ter izkoristili svoje življenje. Na voljo imamo nepregledno število izbir na področjih izobraževanja, zaposlitve, mode, glasbe, destinacij, ki bi jih radi obiskali. Lahko se pridružimo različnim dobrodelnim organizacijam, lahko sodelujemo v humanitarnih akcijah in smo nasploh zelo aktivni državljani. Zdi se, da ima zahodna družba, da ima človek v njej najboljše pogoje za kvalitetno in izpolnjeno življenje. Sprašujem se, kako lahko današnji posameznik najde svoje mesto v cerkvi, znotraj tradicije krščanstva, saj je družba v čedalje večjem razkoraku z vrednotami in Jezusovim naukom. Kaže se, da takšen pogled na človeka, na individualnost, kot ga reproducira ta svet, nima nikakršne veze z Jezusovim pogledom na človeka. Konflikt, ki se dogaja, se zdi neobhoden in težko obvladljiv ter nepremagljiv. V resnici je danes težko biti kristjan, saj še nikoli ni bilo tako poudarjeno to, da naj vsak živi svoje življenje v neodvisnosti od vsega in vsakogar. Naj ga živi le zase in ga v polnosti izkoristi. Končno to pomeni, naj živi neodvisen tudi od Boga. Tradicija in cerkev tako postmodernemu človeku predstavljata nekakšno grožnjo v njegovem pestrem in edinstvenem načinu življenja. Namreč kot družba smo se naveličali delati dobro. Zato dobrega več ne vidimo kot cilj, ampak kot sredstvo, da zadovoljimo svoje potrebe. Ali so torej praznovanja in spominjanja preteklih dogodkov še smiselna in potrebna? Ali ima velika noč še mesto v naši družbi? V časih, ko se zdi, da ni nič več trdno in gotovo in da nobena identiteta ni trajna in je prihodnost še bolj negotova, kot je bila, je ravno kolektivno spominjanje, praznovanje, tradicija nekaj, kar je dobro spoštovati, ohranjati in udejanjati. Tako skupaj s celotno vesoljno cerkvijo v sedanjem, preteklem in prihodnjem času lahko praznujemo velik praznik, veliko noč in dobro je, da ga praznujemo z veselim srcem, kajti imamo razlog kot cerkev za veselje. Namreč, če vstajenske nedelje ne bi bilo, bi bilo naše celo življenje kakor sobotni dan. Dan, ki so ga po Jezusovem trpljenju in smrti preživljali njegovi učenci in učenke. Dan, ko so prestrašeno, razočarano, osamljeno, zapuščeno in brezupno zrli v prihodnost. In morda je danes, kljub temu, da je praznik velike noči, zame ali zate še vedno sobotni dan. Dan, ki je obremenjen s petkovo izkušnjo kalvarije, izgube. Dan, ko smrt meče svojo senco na življenje in nas prepričuje, da vstajenska nedelja ne bo prišla. Pogum, bratje in sestre, pogum, dragi prijatelji, videli so ga. Naši bratje, ki so bili ob Jezusu, ko je umrl, naše sestre, ki so mu mazilile noge za pogreb, prvi člani Kristusove cerkve so pričevali, da je grob prazen in da Jezus živi. In ko je govoril z njimi, jim je rekel: ne bojte se, pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu. In ta evangelij se tudi za nas danes glasi. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Tako nas vabim in spodbujam, da ponovno na to nedeljsko jutro uverujemo in zaupamo Jezusu. In naša sobota se bo prevesila v vstajensko jutro velike noči. In vabim nas k naslednji skupni pesmi, ki pravi, da nebesa razglašajo slavo vstalega Kristusa.
časti. Razglašajo nebesa slavo zdralega, neprimerni je med bogovi ljubim grad. So večnost Bog vladar, so večnost Bog vladar, srce mu dajem dar. srce mu dajem dar. Zdaj klanjam se pred njim Zdaj klanjam se pred njim in njega le častim. So večnost Bog vladar, so večnost Bog vladar, srce mu dajem dar. srce mu dajem dar. Zdaj klanjam se pred njim Zdaj klanjam se pred njim in njega le častim. So večnost Bog vladar, so večnost Bog vladar, srce mu dajem dar. srce mu dajem dar. Zdaj klanjam se pred njim Zdaj klanjam se pred njim in njega le častim. In po naslednji pesmi, ki je povabilo, da Jezusu izpovemo svoje zaupanje in verovanj, si vzemimo čas za skupno slavljenje in zahvalo Bogu za to, kar je z nami, ker je poskrbel rešitev. In pesem pravi: z vsem, kar sem. Zručam se, tvoje roke le zaupam ti, saj moj Bog si, s teboj rad grem, saj dobro jaz vem, da ti si vse na svetu tem. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za te vedno naj živim in tebe le častim, z vsem, kar sem. In kaži pot, prosi te, Gospod, naj vse povsod s teboj grem to. Obljubil si, da vedno boš ti ostal z menoj in v večnosti. Jezus, jaz verujem
Hvala ti, Bog, ker se ti ne naveličaš delati dobrega v naših življenjih in v svojem stvarstvu. In da je vse, kar ti delaš, dobro. In hvala ti, da si vstal tudi to veliko noč. Vstal si v naših srcih, da bi človeštvo imelo svoj dom, da bi nas ne pustil jetnikov smrti. Kajti tudi, ko bomo zaspali in zapustili ta svet, bo naše srce bedelo in čakalo na poslednje vstajenje, ker si ti, Gospod, ki se ne naveličaš delati dobrega. Amen. In pred nami je še kolekta, naberka za potrebe cerkve s pesmijo, ki pravi Kmalu, kmalu že. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. No more crying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. No more dying there, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Kmalu, kmalu že, kralja bomo videli. Kmalu, kmalu že, kralja bomo videli. Kmalu, kmalu že, kralja bomo videli. Aleluja, aleluja, ga bomo videli. Zaplet bo suza, kralja bomo videli. Tam ne bo suza, kralja bomo videli. Tam ne bo suza, kralja bomo videli. Aleluja, aleluja, ga bomo videli. Smrti tam ne bo, kralja bomo videli. Smrti tam ne bo, kralja bomo videli. Smrti tam ne bo, kralja bomo videli. Aleluja, aleluja, ga bomo videli. Aleluja, aleluja. Izvolite sesti. Božjo besedo bo danes govorila duhovnica Katja Brkič-Golob. Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vsemi nami. Amen. Drage sestre, dragi bratje, spoštovani poslušalci in gledalci, ki nas spremljate preko zaslonov. Dovolite mi, da najprej vsem vam in vsem vašim dragim zaželim doživeto veliko noč. Dr. Martin Luther je rekel, da se mora cerkev neprenehoma reformirati. Zato želim nam vsem skupaj, da bi skozi današnjo pridigo in razmišljanje na ta morda navidezno že izpeti, a največji krščanski praznik gledali z drugačnim, reformiranim pogledom. Na današnjo velikonočno pridigo bomo prebrali vrstico iz knjige Razodetja.
To je zadnje knjige v Svetem pismu. Prosim, če vstanemo, dokler beremo vrstico iz Svetega pisma, iz Razodetja 1.18, kjer pravi takole. Bil sem mrtev, a glej, živim, na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Kratka vrstica, zelo kratka vrstica, ki govori o enem izmed največjih paradoksov. Ko pomislimo na Boga, na besedo Bog, na asociacijo Bog, je verjetno naša zadnja misel, ki bi jo s tem povezali smrt. V prebrani vrstici pa beremo ravno o tem. Bil sem mrtev. Takoj se nam porodi vprašanje, kakšen je to Bog, ki je mrtev, oziroma je bil mrtev, ali je to potem takem sploh še Bog? Dovolite mi, da nas vse predramim z eno drzno izjavo nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja, ki na prvi pogled zagotovo ne sodi v velikonočno pridigo. Ta znani filozof, ki je mimogrede izhajal iz družine protestantskih duhovnikov, je mirno zaključil, da je Bog mrtev. To so močne besede. Preden do njih zavzamemo prehitro stališče, moramo besede Bog je mrtev najprej poskušati razumeti v kontekstu, kakor so mišljene. Naredimo si uslugo in ne naredimo na prvo žogo zaključkov glede te izjave. Kdo ima prav? Tisti, ki skupaj z Nietzschejem menijo, da je Bog mrtev, ali tisti, ki skupaj s svetopisemsko vrstico menijo, da je bil Bog mrtev in sedaj živi? Veste, katero je eno najpogosteje postavljenih vprašanj v današnji postmodernistični zahodni družbi? Kdo je kriv? To odzvanja v vsaki nesreči, ob vsaki smrti, staranju, osamljenosti, soočanju z resno diagnozo, pa ob krivici, pa ob izgubi službe, prevari, zlomljenemu odnosu, razbiti zakonski zvezi, nasilju. To vprašanje, kdo je kriv, nam odzvanja, ko so nam kršene osebne pravice in svoboščine, pa tudi, ko je pod vprašaj postavljena naša negotova prihodnost. Že na prvih straneh Svetega pisma prebiramo kriminalno zgodbo bratomora, ki se zgodi kot posledica totalno disfunkcionalne družinske dinamike. Pomislite, imamo v družini očeta Adama, ki nikakor ne odigra svoje vloge, dela očitne razlike med svojimi otroki, potem imamo mamo Evo, ki nase prevzema preveliko odgovornost in očitno patološko navezuje otroke nase. Zgodba se zaključi s tem, ko Kain zaradi svojih nezadovoljenih narcisističnih potreb umori brata Abela. Kdo je kriv? Bog, ki je ustvaril tako poškodovanega prvega človeka? Kdo je kriv za ta prvi uboj, ki smo mu bili mimogrede v zgodovini človeštva priča že nešteto mnogokrat in se ponavlja v obliki vojn, nasilja, zlorab, trpinčenja, trpljenja. Veste, tudi jaz se letošnjo veliko noč sprašujem, kdo je kriv za socialno distanco, nujnost in hitenje, pomanjkanje časa, stalno časovno stisko, obupavanjem nad življenjem. Kdo je kriv za grabežljivost, upor, naraščanje psihičnih motenj, za ekonomski in moralni zlom? Nujno ga moramo najti. Krivca namreč. Zagotovo se strinjamo, da nekdo mora plačati. Nekdo mora odgovarjati za te zločine. Človeštvo si pač mora ustvariti grešnega kozla, ki bo prevzel to krivdo. Moramo se nekako znebiti in otresti tega Kainovega sindroma. Veste, veliko je že bilo žrtev na odru človeške zgodovine. Judje, denimo, so se nenehno zavedali teže Kainove krivde in to so skušali na nek način izprati s krvjo žrtvenih živali. Recimo v 3. Mojzesovi knjigi beremo, da je na veliki spravni dan veliki duhovnik simbolično prenesel vse grehe naroda na junca, ki ga je narod grdo pretepel in izgnal v puščavo.
Torej, namesto da bi narod nosil svojo krivdo, je s tem simbolnim dejanjem krivdo preložil na nedolžno žival. Prepričana sem, da je vsakemu izmed nas, ko smo sedaj slišali, kako so Judje v tem svojem ritualu ves svoj gnev in jezo prenesli na nedolžno žival, uboga žival zasmilila in smo do nje verjetno občutili sočutje. Danes, seveda, smo že tako družbeno ozaveščeni, da si takšnega zločina nad živaljo sploh ne moremo zamisliti. Očitno torej ta judovski model žrtvovanja živali za naš zahodni in postmodernistični svet in miselnost ne bo primeren. Torej moramo najti človeka, ki bo prevzel krivdo za nastalo situacijo. Toda spet imamo težavo. Vsak človek se ima možnost braniti. Vsak ima možnost do poštenega sojenja. Dokler mu krivda ni izkazana, je namreč nedolžen. Drage sestre, dragi bratje, koga bomo obtožili za svojo nesrečo? Edina možnost je, da se človeštvo združi in da obsodimo Boga na smrt. O kolektivnem umoru Boga jasno piše že prej omenjeni filozof Nietzsche, ki je zapisal naslednjo zgodbo. Dovolite mi, da jo na kratko citiram. Mar niste slišali o tistem norem človeku, ki je pri belem dnevu in dopoldnevu prižgal svetilko, stekel na trg in ni nehal kričati: iščem Boga, iščem Boga. Ker je tam ravno kar stalo mnogo tistih, ki niso verovali v Boga, je vzbudil velik posmeh. Se je mar izgubil? Je rekel eden. Je zataval kot kak otrok? Je rekel drugi. Ali se skriva? Ga je strah pred nami. Se je morda ukrcal na ladjo? Se je izselil? Tako so vse vprek kričali in se smejali. Nori človek se je medtem pognal mednje in jih prediral s svojimi pogledi. Kje je Bog? Je zaklical. Jaz vam to povem. Umorili smo ga. Vi in jaz. Mi vsi smo njegovi morilci. Prav je imel. Res smo to naredili. Človeštvo je Boga postavilo na sramotilni steber in ga križalo. Brez pravičnega sojenja, brez možnosti zagovora. Človeštvo je Pilatu vpilo: križaj ga. Toda, veste, kaj je človek s tem naredil? Uničil je hierarhijo, vesoljni red. V tej paradi pa žal nismo opazili, da smo v sicer navidezni svobodi ustvarili grozljivo podobo človeštva, v kateri so izbrisane vse razlike med Bogom in človekom, s čimer pa smo ukinili vse norme in vrednote. Ker smo izgubili ta moralni kompas, živimo, kot da Boga ni, kot da ne obstaja. Odločamo se, brez da bi se ozirali na Božjo besedo. Družba se z Bogom ne ukvarja. Pravzaprav ocenjuje, da Bog sploh ni potreben. Po drugi strani pa še vedno nismo zatrli svoje želje po tem, da bi bili kakor Bog. V laboratorijih dan in noč iščemo zdravilo za nesmrtnost, gradimo babilonske stolpe, naprimer virtualni svet, umetno inteligenco, nanotehnologijo, ki segajo že visoko proti nebu. Tipični človek je Boga izbrisal iz svojega vsakdanika, saj ocenjuje, da ga ne potrebuje, da od njega nima nobene koristi. Po drugi strani pa se tipični človek ne more otresti misli, da bi Bogu konkuriral, da bi popravil in rešil ta svet, da bi nekako preglasil Boga. Ko o tem premišljujem, ne morem drugače, kot da se strinjam s trditvijo filozofa Nietzscheja, da je takšen Bog, kot si ga zamišljamo in ustvarjamo ljudje, res mrtev, ne obstaja in nam ne koristi. Pravzaprav takšnega Boga v svojem življenju ne želim. Ali je Bog res mrtev, ali pa so mrtve naše ideje, zamisli, prepričanja o tem, kakšen Bog je. Prebrali smo, da Bog sam zase pravi: bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Če pogledamo izvirni grški jezik in glagolske čase, ki se v tej vrstici pojavijo, potem lahko razumemo, da ne gre za to, da bi bil Bog mrtev, češ, da ima človek takšno moč, da lahko umori Boga. Nikar si ne laskajmo, da smo sposobni nadvladati Boga. To bi bilo vendar zelo smešno. Bog je ta, ki živi.
kar je zelo, zelo pogost opis Boga tako v starozaveznih kot tudi v novozaveznih spisih. V resnici to pomeni, da ima Bog življenje v svoji naravi. V tem je tako zelo drugačen od drugih mrtvih bogov. Izjava in vrstica, ki smo jo prebrali, vključuje dva kontrasta, tako med glagoli, kot tudi med pridevniki. Naš prevod je morda malce neroden, ampak v izvirnem grškem jeziku vidimo, da gre pravzaprav za glagol, ki je dogodek smrti opisal kot dogodek, ki se je zgodil samo enkrat v zgodovini. Dobesedno pravi, da je Bog samo enkrat prišel, da bi bil mrtev, da bi umrl, torej gre za enkratno dovršno dejanje, medtem ko drugi del izjave pravi, da živi na veke, kar pomeni, da gre za nedovršno obliko, ki še vedno traja in traja. Bog kot tak ni umrl, ker je njegova lastnost življenje. V tej vrstici najdemo genialno božjo idejo, da sam Bog prevzame nase obliko človeka, postane meso, kot to pravi Sveto pismo. Sam Bog dovoli, da ga človek zlorablja, celo do te mere, da ga zaničuje, biča, pribije na križ. Stvarnik dovoli, da pravzaprav človek Boga zlorablja do te mere, da izkusi smrt. Takšna je globočina in veličina Božje ljubezni, ko namesto nas prevzame krivdo in Kristus postane zmagovalec nad smrtjo. Prebrali smo tudi, da ima Kristus ključe smrti in podzemlja. Kaj to pomeni? Razodetje je knjiga, ki je polna simbolov, zato jo moramo v teološkem smislu razumeti kot simbolno knjigo. Prispodoba česa je torej ključ. Ključ v Svetem pismu predstavlja simbol avtoritete, simbol moči in zmage. Pomislite, ključ predstavlja avtoriteto za odklepanje in zaklepanje vrat. Ključi, ki jih ima vsak izmed nas danes s sabo, na tem bogoslužju, imajo v resnici zelo majhno avtoriteto. Z njimi lahko odpremo vrata svojih hiš, avtomobila, morda imamo s sabo veliko število ključev, ključ od službene pisarne, lope, vikenda, morda trezorja na banki, ključ od kolesa. Skratka, avtoriteta naših ključev je vezana zgolj na to, kar posedujemo in kar imamo. Tako majhna je ta naša avtoriteta, da svojim ključem ne moremo odpreti niti hiše drugega. Po drugi strani pa ima Kristus ključe nad smrtjo, nad podzemljem, kar pomeni, da ima Kristus avtoriteto nad lažmi, nad zlorabami, nad zvijačami. Kristus ima avtoriteto nad našimi zblojenimi idejami, kot drugemu škodimo v imenu Boga, nad našimi predstavami, s katerimi skušamo škoditi drugemu. Kristus ima ključ milosti in s tem ključem odpira pot do naših src, odpira pot naših zlomljenih življenj, uničenih sanj, brezupnih načrtov in prihodnosti. On ima ključ do pravega spoznanja. Danes se človek skriva pred Bogom, ga odriva proč. To, da veste, Bog ni naš sovražnik. Bog ima oblast nad smrtjo, nad pogubo in zaradi Kristusove zmage nad smrtjo nihče več ne rabi biti zapornik smrti in pekla, razen če se sam tako odloči. Zanimivo v tej prebrani vrstici je tudi to, da ima Kristus ključ nad temo, nad grehom, nad slabimi stvarmi, nad smrtjo. Kako dobro je, da je Bog prevzel vajeti v svoje roke, da nima več človek ključev nad smrtjo, saj človek svojo avtoriteto uničuje drugega človeka, ga žali, provocira, zlorablja. Kristus ima ključ nad podzemljem, kar pomeni, da ima avtoriteto in oblast nad tistimi, ki so izgubljeni, ki se počutijo kot zgube, ki imajo tako močno krivdo, da je ne zmorejo več nositi sami. Kristus ima moč nad tistimi, ki se počutijo, kot da so v peklu, sredi trpljenja. Ključ se uporablja za odklepanje in odpiranje vrat. Bog ima torej ključ, s katerim lahko odpre vrata smrti in pekla. S tem Bog daje možnost vsem tistim,
ki se počutijo, kot da so mrtvi, izgubljeni in uničeni, da izstopijo iz tega stanja. Ključ se uporablja tudi zato, da se vrata zaklenejo in zaprejo. S tem daje Bog možnost vsem tistim, ki imajo grozne občutke krivde, sramu, tesnobe, da odvržejo to krivdo, da ta teža ostane na dnu morja. Figurativno govorjeno se ključ uporablja za to, da se človek lahko skrije v varno zavetje cerkve. Morda danes sediš v tej cerkvi in se poigravaš z mislijo, če je Bog res mrtev, oziroma kako mi je lahko ta Bog sploh pomaga. Morda se danes vsi skupaj počutimo nesigurno, tesnobno, kot da nam nadzor našega življenja polzi iz rok, kot da se nam dogaja preveč stvari. Morda se prepričujemo, da smo nekaj, kar v resnici nismo. Morda pa nas je strah zavrnitve ali pa strah, da nam ne bi uspelo, da bi spet razočarali sebe in drug drugega. Ne nazadnje nas je lahko strah smrti, staranja, osamljenosti. Nedvomno drži, da se z vsako sekundo svojega življenja bolj neizbežno približujemo smrti. Toda Kristus ima ključe smrti in podzemlja, kar pomeni, da ima Kristus lahko avtoriteto nad našimi strahovi. Še nekaj smo prebrali. Bog ima ključe podzemlja, ne pekla v smislu prostora ali kraja, pač pa podzemlja. In grška beseda, ki je na tem mestu uporabljena, je beseda Hades, kar ni isto kot pekel. Beseda Hades dobesedno pomeni kraj slabega, kraljestvo, kjer se dobro ne loči od zla. Podzemlje je kraj trpljenja, to je mesto osebne stiske. Draga sestra, dragi brat, v kakšnem podzemlju smo se znašli letošnjo veliko noč? Morda je naše podzemlje osamljenost, prestrašenost, zaskrbljenost. Morda pa je naše podzemlje pomanjkanje časa, brezup, morda zlomljenost. Danes se sodobni zahodni človek srečuje z različnimi vrstami podzemlja. Revščina in socialna neenakost, vojne, trpljenje nedolžnih otrok, vdajanje v odvisnosti, pa ne samo od alkohola in drog, pač pa odvisnost od zaslonov, ekranov, odvisnost od dela in službe. Veste, ko gre danes človek na dopust, se najprej 3 dni sestavlja, ker mu manjka adrenalin, ki ga je vajen od vsakodnevnih skrbi. Po 3 dneh, ko se končno umiri, pa se na dopustu prične dolgočasiti, kregati svojo družino. Veste zakaj? Ker mu manjka adrenalin in ker ne zna živeti brez službenih obveznosti, tiste male napravice, telefona, pa maila, če slučajno nismo na dopustu pregledali svojih elektronskih pošt. Današnji človek se je znašel v podzemlju primeža zloma vrednot, krize v družini, moralnih škandalov. Meja starostih otrok, ki se zdravijo v naših ambulantah za duševno zdravje, je čedalje nižja. Zmožnost starševskih kapacitet pa se v zahodni družbi kljub napredku in znanju celo niža. Postmoderni človek ne daje več, niti ne sprejema. Postmoderni človek ni sposoben ljubiti, niti ni sposoben biti ljubljen. Še več, ni sposoben odpustiti, niti ni sposoben odpuščanje prejeti. Trmasto vztraja pri tem, da bo sam našel rešitev. Postmoderni človek ne komunicira, ampak molči, je tiho. To je njegova komunikacija. Sociolog Ulrich Beck je to zaključil na način, da je dejal, da vsak izmed nas izumlja lastnega Boga. Obstaja pa toliko bogov, kot je različnih posameznikov. Posameznik, ki je zaposlen samim seboj in svojim Bogom, pa je v veliki nevarnosti, da izgubi svoj družbeni horizont. Družbene krize se spreminjajo v notranje in osebne krize in se pripisujejo motenemu odnosu posameznika do lastnega Boga. Ob tem si ne morem pomagati, kot da rečem, da se strinjam tako z Nietzschejevo trditvijo, kot tudi s trditvijo, ki smo jo prebrali v vrstici iz Razodetja. Ko sam Bog zase pravi, bil sem mrtev. Res je. Bog naših predstav, naših notranjih idej, Bog našega podzemlja, našega lastnega pekla in trpljenja je mrtev. Ta Bog
je umrl. In dobro je, da je umrl. Bog praznih obljub, Bog napačnih stališč, ozkih mnenj, prepričanj, predsodkov in stereotipov je umrl. Bog sovraštva in jeze je umrl. Bog zlobe je mrtev. Čeprav je človek vpil križaj ga, je s tem križal vsak apetit in človeško idejo po farizejsko-buržoazijski religioznosti nad Bogu, nad človeku. Veste, Bog se je učlovečil. Postal je človek, da bi nam pokazal, kakšen mora človek biti, kakšen mora človek postati. Bog se je učlovečil, postal človek in je moral umreti, zato da bi lahko umrle vse naše napačne predstave o njem. Smrt Boga je bila nujno potrebna, zato da so z njo umrli vsi detomori, nasilje, krivice, zločini. Ko je Jezus v Gecemanskem vrtu simbolično gledano gledal v kelih, je notri videl grehe sveta, moje, tvoje grehe, vsa posilstva, kri nedolžnih otrok, staranje, zlomljenost, osamljenost, vse to je videl. In to je odnesel na križ. In to, dragi moji, je umrlo. Dragi brat, draga sestra, morda pa imava letošnjo veliko noč priložnost, da reformirava svoj pogled na Boga in na krščanstvo. Morda je prav, da najine predstave o kaznovalnem nepotrebnem Bogu na današnjem bogoslužju umrejo. Morda morava pokopati Boga jeze, zagrenjenosti, neodpuščanja, Boga alkoholizma, odvisnosti od odnosov, Boga lastnega egoizma. Morda sva do sedaj mislila, da Boga ne potrebujeva, da nama je Bog nepotreben, da gre za mit, zgolj za idejo cerkve. Ampak pozabljava eno, Bog je edini, ki nama vrača izgubljeno dostojanstvo, ki naju humanizira, ki nama kaže, kakšen bi človek moral biti. O Bogu pravzaprav ne rabiva vedeti veliko. Sploh ne rabiva imeti verskega znanja, ne potrebujeva veliko podatkov. Dovolj je, če si zapomniva dve besedi, ki predstavljata začetek Jezusove molitve. Oče naš. Na kaj pomislite, ko slišite besedo mama ali oče? Takšen, kot ima v naši kulturi pomen beseda mama, je imela v tedanji judovski kulturi pomen beseda oče, aba. Še več, ko Jezus moli to molitev, reče očka, očka, oči, ati. Veste, kaj to pomeni? Oče je lik, ki ga spoštujemo. Oče je lik, ki nam daje varnost, zaščito. Oče je tisti, ki nam daje življenje, nas vzgaja, nas ljubi, tako kot mati. Z očetom pa ne pridobimo samo očeta Boga, ampak tudi drugega, saj pravi oče naš, ne oče moj. Če lahko na današnjo veliko noč skupaj z mano rečeš oče naš, s tem oba razumeva, da gre za odnos. Gre za osebni odnos med Bogom, človekom in nami vsemi. Odnos drug z drugim. In v tej besedni zvezi oče naš se skriva največji izum krščanstva. To pa je cerkev. Samo cerkev ima namreč pravico, vesoljna cerkev, da Boga kliče oče. Če pokopljamo Boga naših napačnih prepričanj, idej in predstav, verjemite, bomo pokopali tudi naše zlomljene odnose. Če pokopljamo naše neuspele projekte, zavožene sanje, brezupne moč, bomo umorili lastnega Boga, ki nas ovira pri tem, da bi kot Božji otroci živeli v njegovi slavi. Pomislimo letošnjo veliko noč, katere bogove v naših življenjih moramo pokopati, da bomo lahko imeli večno življenje. Ti bogovi so lahko prikriti in navzven niso vidni. Morda je to zavist, pohlep, zagrenjenost, jeza, sovraštvo, igranje vloge žrtve, napačna odločitev, zatekanje v alkohol, drogo, zatekanje v službo in bežanje od doma, občutek zavrnjenosti, neuspeha in pozabljenosti. Dragi zbrani, morda se na današnji dan tudi kdo izmed nas počuti kot človek iz Ničejeve zgodbe, ki išče Boga. Morda tudi jaz in ti globoko v sebi iščeva Boga in se sprašujeva, kje je. Želimo dokaz, da je Kristus vstal, da Bog obstaja, da se Bog da najti. Dokaz je tu. Ozrimo se okoli.
Dokaz, da smo našli Boga, je cerkev. Pa ne cerkev kot organizacija, ampak cerkev kot ljudje, kot odnosi, kot popravek tiste disfunkcionalne prve družine Adama in Eve. Živi dokaz, da se Bog da najti so odnosi, ki jih imamo drug z drugim. Verjetno se ob kakšni drugačni priložnosti sploh ne bi družili, sploh ne bi poznali, niti se ne bi srečali. Ozrimo se okoli. Brat in sestra, ki sedi poleg nas, ima verjetno čisto drugačno karierno pot, drugačen način življenja. Morda ima družino, morda je nima, zagotovo ima čisto drugačne hobije, pa vendar je oseba na naši desni ali levi strani naš prijatelj, naš brat, naša sestra, s katero si deliva istega očeta. Samo zaradi cerkve imamo vsi pravico moliti molitev, ki vsebuje dve besedi, s katerima povemo vse. Oče naš. Veste, prva cerkev je dejala, da je Bog kakor oče, cerkev pa je kakor mati. Cerkev je občestvo, je skupnost, gre za popravo odnosov. Če se v svoji primarni družini nisi počutil ljubljen, potem je cerkev pravi kraj, kjer boš sprejet. Če so te zapustili tvoji lastni bratje in prijatelji, potem si danes najverjetneje dobil veliko število novih prijateljev. Če so te zasmehovali zaradi tvojih pomanjkljivosti, potem si danes deliš klop z nami vsemi, ki smo isti grešniki kot ti. Če so ti doma govorili, da iz tebe ne bo nikoli nič, potem imaš danes priložnost, da postaneš nekaj novega, del velike Božje družine. Prebrali smo namreč, bil sem mrtev. A glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Bog je ta ključ poveril še nekomu. Veste komu? Cerkvi. Kaj pravi Jezus apostolu Petru? Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Ne sprašujmo se več, zakaj je trpljenje na tem svetu, kajti obstaja eno sveto mesto, katerega vrata podzemlja, vrata pekla in vrata zla ne morejo premagati. In to je cerkev, vesoljna krščanska cerkev, to smo ljudje, to smo mi. Če se počutiš, kot da te preganja zlo, vrata pekla, potem hitro steci pod okrilje cerkve. Morda je danes priložnost, da pokoplješ napačno predstavo o cerkvi. Cerkev je daleč od kakšne dolgočasne inštitucije, ki ljudem pere možgane. Cerkev predstavlja mesto, kjer pride do reparacije, do poprave naših zlomljenih zemeljskih odnosov. Kaj še pravi Sveto pismo glede ključev? V Mateju 16:19 beremo, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva in zelo nenavaden odlomek. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Kaj to pomeni? Kaj je v tem odlomku nebeško kraljestvo? Ali kdo? To je Kristus, ki je navzoč v svoji cerkvi. Torej Kristus sam daje ključe odrešenja cerkvi in karkoli bo odklenjeno s temi ključi na zemlji, bo odklenjeno v nebesih. To pomeni, da je vstop prost. Kdorkoli vstopi v cerkev in se počuti mrtvega, uničenega, ima prost vstop v nebesa. Ključ Božje milosti namreč odklepajo vrata odrešenja. Jezus pa pravi, jaz sem vrata. Kdor stopi skozi me, se bo rešil. In to, kar je odklenjeno na zemlji, velja tudi v nebesih. To, kar pa bo razvezano, torej zaklenjeno na zemlji, to je v cerkvi, pa bo veljalo tudi v nebesih. Če moraš danes pokopati občutke krivde, nemoči, sramu, tesnobe, žalosti, ne nazadnje tudi krivdo, ki jo čutiš zaradi greha ali pa morda napačne predstave, bo to ostalo zaklenjeno in vrženo v morje pozabe. Bog je namreč odpustil krivdo svojemu ljudstvu in pokril naše grehe. Bog se nas je usmilil, v globine morja je zagnal vse naše grehe in to je zaklenjeno, enkrat za vselej. Današnja reformacija zlomljenega, utrujenega in omaganega človeštva se začne v cerkvi, tukaj. Človeštvo, ki hiti v naglici iskanja sreče, zadovoljstva, nesmrtnosti, ki si gradi močne babilonske stolpe, ki segajo že tako visoko do neba, a so žal neuporabni, potrebuje dušni mir, ki ga lahko dobi v cerkvi. Potrebujemo obnovo naših odnosov, obnovo prve družine, v kateri je prišlo do greha. Cerkev mora postati kraj, kjer ni bratomorov,
kjer sta Abel in Kain zakopala bojno sekiro in bila zmožna imeti Boga za očeta in cerkev za mati. Kje je Bog? Ali je res izginil iz tega sveta? Ne. Moj Bog ni mrtev, žal mi je za tvojega, je nekdo hudomušno pripomnil. Kaj pa bomo glede tega storili mi na letošnjo veliko noč? Ali bomo še iskali Boga? Ali se je Bog morda izgubil? Kje je Bog? Tukaj je. Sprehaja se med cerkvenimi klopmi, trka na vrata našega srca, kjerkoli že smo. Pozna tegobe vsakega izmed nas. Daje nam priložnost. Strani človeka obsojeni Bog, ki je bil deležen montiranega sodnega procesa, še zdaleč ni umrl. Umrle so naše predstave o napačni podobi Boga. On pa se v vsej svoji veličastni in spokojni tišini sprehaja med cerkvenimi klopmi, posluša utrip srca svojih otrok ter prinaša mir v ta zmedeni, v ta kaotični svet. In če bomo v tej turbulenci svojih misli, napačnih predstav in idej slišali njegov glas, bo vstopil k nam in večerjal z nami. To pomeni imel prijateljski odnos z nami. To pa lahko izkusimo tudi drug z drugim, ravno tu, sedaj. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Amen. Dobri Bog, s kristjani širom po svetu, ki danes praznujemo veliko noč, smo velika družina, ki v tebi vidi našega očeta. Zahvaljujemo se ti, da je po tvojem skrivnostnem delovanju zmagalo življenje. Zahvaljujemo se ti, da naše življenje ni brez prihodnosti, ne v svetu in ne v večnosti. Pomagaj pa vsem tistim, ki te še iščejo, ki še dvomijo in kolebajo, da jih najdeš. Naj bodo vsi, ki so brez veselja, potolaženi. Naj vsi, ki se čutijo nesprejete in neljubljene, občutijo tvojo ljubezen. Naj vsi, ki iščejo bližino, najdejo to družino v cerkvi. Naj se zgodi po tvoji volji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. In bomo še skupaj vstali in molili Jezusovo molitev Oče naš, ki je molitev cerkve, ki se iz generacije v generacijo, skozi stoletja in stoletja moli v krščanski cerkvi. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. In še enkrat bomo zapeli za zaključno misel prvo pesem, stara krščanska himna, sicer našega časa, ki pravi, ker on živi, tudi jaz živel bom. In naj bo tudi to naša skupna molitev. Tudi jaz živim.
In zaključimo to bogoslužje z besedami zaključnega blagoslova. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje nad teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in naj ti da mir. Amen.